Gospe in gospodje, dober dan in dobrodošli v dogodku, ki smo ga poimenovali Expo Business Talks in ki ga skupno organiziramo Gospodarska zbornica Slovenije in javna agencija Spirit Slovenija. Kot vam je znano, trenutno v Dubaju poteka Expo in prav je, da izkoristimo to priložnost in delimo izkušnje poslovnežev in drugih deležnikov, ki ga imajo pri poslovanju z tem trgom in celotnim GCC trgom. In v tem smislu danes začenjamo prvo iz serije tako imenovanih Expo Business Talks in v čast in veselje mi je, da vam lahko predstavim našega prvega današnjega sogovornika. Z nami je gospod Marko Kauzar, predstavnik podjetja Hisense Gorenje iz Dubaja. Marko, lep pozdrav in dobrodošli. Dobro jutro v Slovenijo. No, že kar dober dan, sploh če zaštartamo z -3 zjutraj, je sploh že dober dan. Kako pa, ker ste lih začeli, kako pa je pri vas temperatura v tem trenutku? Trenutno je fantastična. Pri nas dol imamo samo poletje pa peko. Poleti imamo tle dol 50 stopinj, tako da takrat pravimo, da je peko. Vse ostale dni pa tako prijetno poletno vreme. Trenutno je zdaj 25 stopinj zunaj, tako da super. Domačini ali pa lokalci bi rekli, da je mrzlo in imajo bunde gor, najbrž. Ja, v bistvu je tako. Kar je zanimivo to, da pri domačinih imajo zelo radi dež. Tako da dvakrat letno, ko pade tle dol nekaj dežja, so vsi zunaj na kapljah. Kaj pomeni, Marko, to, preden začneva z resnimi temami, no, rečemo, da začneva na ta način. Kaj to pomeni za vašo klimo v prostoru, kjer se nahajate? Deluje? Deluje. Pri nas vedno dol. Klima je na 17 pa 18 stopinj, nima veze, kateri letni čas, pa nima veze kje. Tako da v shopping centru, ker si tudi po zimi, moraš biti kar dobro oblečen. Ok, super. Gospe in gospodje, z Markom se bova pogovarjala o njegovih izkušnjah pri poslovanju z Dubajem, mogoče tudi širše z GCC državami. V regiji Marko je v Dubaju 7 let, je direktor programa Gospodinjski aparati, ima zanimivo izkušnjo. Verjamem, da ste nekateri že insiderji pri poslovanju z dubajskim trgom, nekateri imate neke začetne korake v tem smislu, tako da vse skupaj bo rezultiralo z neko dodano vrednostjo, ki bo Marko skušala spraviti skupaj v pol ure in potem gremo naprej. Je tako? Može, redi. Super. Še to, spoštovani udeleženci, na voljo imate chat box in lahko kadarkoli na ta način v pisni obliki se vključite v najino debato in vprašate o vsem, kar vam pride na pamet. Marko, v Dubaju ste 7 let, ves ta čas delate, domnevam, za Gorenje Hisense oziroma Hisense Gorenje. Kaj se je v teh 7 letih spremenilo? Kaj veste danes, kar niste vedeli na začetku? Naj bo to prvo vprašanje. Ogromno. Mislim, je tako, jaz sem začel že v Gorenju, v headquarterju v Velenju pred približno 9-10 leti in potem, ko pride sem dol, je to pač vse nekaj novega. Novi trgi, nova kultura, istočasno pa še sem šel čez vso tranzicijo, recimo, kar smo imeli v zadnjih nekaj letih v Gorenju, se pravi nove lastnike, združitev pisarne v Dubaju z Hisensom, tako da totalno sam biznis je drugačen izpred parih let. Če smo bili prej recimo neka majhna pisarna, smo zdaj ogromni recimo za to regijo. A lahko razčistimo tudi mogoče eno vprašanje, ne? Mi tu v Sloveniji se fajtamo, ker brand piva je boljši, ne? Kako pa vi gledate na to združitev Hisense Gorenje? A je to sploh vprašanje, kaj bi bilo, če bi bilo, ali pa kaj bi bilo, če ne bi bilo? Kako vi vidite to? Jaz sem zelo pozitiven, kar se tega tiče. Tudi na naše poslovanje je zelo pozitivno delovalo.
Kar se tiče, gre za dve različni znamki in posledično sta tudi pozicioniranje obeh znamki različno. Recimo pri Hisensu smo bolj osredotočeni recimo na cooling pa na washing, se pravi na pralne stroje pa na hladilnike, recimo, kjer smo zelo močni. Pri Gorenju pa dejansko je res, da imamo celoten program, ampak je pa naš cooking oziroma kuhalni aparati so nekak tak paradni konj v tej regiji. Je pa tudi res, da recimo tudi z obema znamkama targetiramo totalno druge končne kupce. Se pravi, recimo pri Gorenju targetiramo nekje na Bosch, recimo, pri čemer z Hisensom targetiramo bolj ali manj Samsung in LG. Se pravi, gre za drug segment trga, za druge potencialne kupce. Istočasno pa kar lahko še rečem to, kot sem že prej omenil, pred samim prevzemom smo bili zelo, recimo, sorazmerno majhna pisarna in posledično smo tudi imeli dovolj veliko težav z samimi distributerji, da smo našli ta pravi distributerje. Zdaj je to povsem drugačno. Zdaj lovimo, lahko rečem, velike ribe. Super. Pol iz tega vprašanja, ki sledi, je, kateri brand je danes v Dubaju bolj poznan, Gorenje ali Slovenija? Ja, Slovenija je tle dol vedno predstavljena, nažalost, še nekako kot vzhodne evropska država. Veliko nas menjajo recimo z Rusijo oziroma ex-Rusijo, tako da nismo ravno dobro prepoznani. Z Gorenjem pa tudi, se pravi, praktično bom rekel, da smo še nekje v začetni fazi. Imamo že, se pravi, če pogledamo nekak JFK oziroma ostale analize, smo že gor na lestvici, ampak je še pred nami dolga pot. Ok, only sky is the limit, then, ne? Treba ostati pozitivno in terati naprej. Marko, z vidika vaših kolegov, sodelavcev, koliko ste vi sploh velika firma tam v Dubaju? Toliko, da naši sodelujoči dobijo občutek, no? Ja, lahko povem, se ni problema. Se pravi, recimo preko je bil Gorenje, smo bili 10 oziroma 12 ljudi. Zdaj z Hisensom nas je že 70 in to še vedno na tedenski ravni rastemo. Posledično tudi prodaja in tako naprej. Super. Dogodek se imenuje Expo Business Talks. Marko, povejte nam, kako vidite vi celotno to dogajanje okrog Expa, tam živite in delate, vaš zorni kot je najbrž drugačen, ali lahko delite z nami vaše misli glede svetovne razstave? Ja, mislim tako, jaz, ko je bil nazadnje v Milanu, nisem bil tam, tako da ga težko primerjam z prejšnjimi Expi. Lahko pa rečem, da me je tako malo presenetilo. Nisem pričakoval, da bo res toliko se nafilal v Dubaj z ljudmi. Tudi sicer sem že šel dvakrat recimo na Expo pogledati različne paviljone in moram reči, da sem kar tako navdušen oziroma pozitivno presenečen. Bil sem tudi recimo na slovenskem paviljonu od vsega v prvem tednu, pa potem recimo v 3 tednih kasneje. In lahko rečem, da se tudi naša ekipa, pač slovenska ekipa, ki skrbi za slovenski paviljon, da se zelo trudi. In ko jih primerjam recimo z državami recimo našega ranga po velikosti, mislim, da smo zelo dobro predstavljeni na Expo. Super, me veseli, da to slišim. Marko, Dubaj, saj z te naše perspektive tukaj še vedno zgleda kot trg sedanjosti, sploh pa prihodnosti, predvsem pa trg, kjer naši izvozniki dosegajo sorazmerno dobre RVC-je in tako naj bi bilo tudi v bodoče. Nekaj je že aktivnih izvoznikov tukaj z nami, nekaj je takih, ki jih ta trg zanima.
kaj bi, Marko, svetovali nekomu, ki ima produkt, ta pravi za te trge, dobro voljo, pa vendar ne ve, kako narediti prvih nekaj korakov v konkretizaciji svojega poslovanja tam? Ja, v bistvu je to tako. Zdaj, recimo, mi smo tukaj prisotni za celoten GCC, se pravi od Dubaja, Saudske Arabije, Kuvajta in tako naprej, pa potem še Levant, se pravi Irak, pa Libanon in Jordanija, pa tudi Severna Afrika. Tako da lahko rečem, da se vse države med seboj močno razlikujejo. Mislim, da je tako nekakšna napačna predstava v Sloveniji, da so te države vse nekako bogate, da se posledično tudi tržijo neki high-end izdelek in tako naprej, ampak recimo v naši branži je to recimo malo drugačno. Menil sem, da so države različne, recimo, ne vem, v kakšnem Libanonu, v Iraku, sploh nimaš neke stabilne elektrike in so posledično tudi preference kupcev totalno drugačne, kot pa v drugih državah. Zdaj, kar se tiče, da odgovorim na vprašanje, jaz mislim, da je najboljš, da pridejo sem dol, da se ogledajo trg, ker s tem bojo dobili največ informacij in potem odvisno od same branže. Jaz mislim, da za našo, recimo, se pravi sama elektronika, mi delamo na tem, da imamo v vsaki državi nekega distributerja, ki nam potem to olajša, recimo z zalogo aparatov, z plačili in tako naprej. Ker lahko rečem tudi to, da trgi tle dol so razmerno drugačni od samih evropskih. Če imamo recimo, če v Evropi imamo vse te, mi jih pravimo power retailerje ali pa organized retail, se pravi, to so ene vrste, ne vem, Big Bangi pa Mercatorji v Sloveniji. Tle dol je še vedno, recimo, odvisno od države, ampak recimo 40% imamo še vedno teh majhnih dealerjev, ki so to ene majhne trgovine, ki pa predstavljajo pač določen, oziroma rekel so 40% deleža na trgu. In od takih, da dobiš recimo plačila on time in tako naprej, se moraš kar potruditi. In zato je dobro, da imaš distributerja. Vsekakor in sploh v tem delu leta najbrž, Marko, ko zaključujete Excele in poročate v centralo. By the way, kam pa poročate? V Velenje ali kam drugam? Ne, z prevzemom Hisensa zdaj mi poročamo tle dol v Južno Afriko oziroma Hong Kong. Mi, se pravi, to tle dol, kar smo odgovorni, imamo več blagovnih znamk, ena izmed njih je Gorenje. Večinoma izdelkov, se pravi, dejansko še vedno proizvedemo in kupimo iz Slovenije. Potem imamo Hisense blagovno znamko, večinoma gre tle za naše proizvodne obrate na Kitajskem. Potem imamo še druge blagovne znamke, recimo Kelon, pa tudi nekaj OEM brandov. Tako da imamo kar nekaj. Super. Preden odprem prvo vprašanje s chatboxa, Marko, še eno z moje strani. Dubaj vis-a-vis Abu Dhabija. A je to bitka ala Ljubljana Maribor, ali je tudi v življenjskem ali pa tudi v poslovnem smislu? Domnevam, da morate nagovoriti Emirat Abu Dhabija posebej, ne? Je zanimivo to, ker tudi opažam različne druge znamke. Imajo recimo 2 distributerja, celo enega za Dubaj, enega za Abu Dhabi. Tako da dejansko gre za 2, ki sta zelo podobna trga, recimo, ampak lahko pa tudi rečem, da v Abu Dhabiju je bolj, se pravi, ta razne javne institucije, pa veliko več, kar je v teh podjetij, ki so povezana z naftno industrijo. Kar se tiče Dubaja, je pa bolj trgovina, pa logistika, pa turizem. Tako da gre za 2 različna mesta in je zelo hitro opazno. Ja, in tu se navezujem na prvo vprašanje Primoža. Primož, lep pozdrav, dobrodošli z nami spet, ki sprašuje, ali je v tej regiji, pa domnevam, da je mislil cel GCC najbrž, ali pa omejimo to na Emirate kot državo, kaj proizvodnih kapacitet in industrije razen naftne? Marko, kako to vi vidite iz lica mesta? Je tudi industrija.
Recimo, če gledamo tle dol v Dubaju, je pač ena par teh free zone območij, kjer se nahaja tudi industrija. Zdaj, kjer industrija je to, je zelo različno, od keramike do tudi eno slovensko podjetje dela prikolice tle dol, tako da je zelo, zelo različno. Tako da ja, je industrija, se nahaja. Okay. Je pa tudi to različno potem od ostalih držav, recimo v GCC-ju pa Levantu je to čisto druga zgodba, kot pa v Dubaju. Pa če vzamem še recimo Severno Afriko, Egipt kot ogromna država, tudi želijo biti praktično samozadostni, oziroma pod zelo grejo na ta način, da omejujejo dostop brendov, recimo iz Kitajske, da promovirajo svojo lastno industrijo. In tudi lahko rečem, da recimo za našo panogo v Egiptu ima zelo veliko podjetij svoje predstavništvo z proizvodnimi obrati. Ok. Z nami je tudi Matevž iz Ho Chi Minh Cityja. Ali je kaj interesa za vstop širitev na vietnamski trg? Domnevam, Matevž, da si mislil za vstop brenda Gorenje Hisense ali Made in Dubai na splošno. Pa Marko, mogoče... to prvo. Marko, prosim, kako je? Težko komentiram ostale trge, zato ker se zelo hitro spreminjajo zadeve znotraj podjetja in mi nismo tle odgovorni za Vietnam, mi smo odgovorni tle za Middle East, pa Severno Afriko, pa potencialno tudi za samo celotno Afriko, kar se tiče Gorenja. Tako da zdaj Vietnam, težko rečem, mislim pa, da so že določeni kupci v zadaj tudi za Gorenje in Hisense. Ampak to je druga regionalna pisarna, to čest. Z nami je tudi Igor. Igor, lep pozdrav, dobrodošel. Igor sprašuje, kakšni so odnosi UAE Katar. Ali bi distributer, katerega bi izbrali v Emiratih, lahko pokrival tudi Katar? Domnevam, Marko, da teh vprašanj je kar dosti, ne? Ja, zelo dobro vprašanje. To so različne strategije. Lahko rečem, da določeni distributerji, tudi v našem segmentu, že grejo na to karto, da želijo brand, ampak ga pogojujejo tudi z tem, da so distributerji za celotno regijo. Se pravi, njihova logika je to, da kupujejo aparate, recimo jih v večjih količinah in jih potem sami distribuirajo v Katar, v Oman in v Dubaj. Tako da to se dogaja v našem segmentu. Da odgovorim še na prvo vprašanje, kakšen je odnos med Dubajem in Katarjem, že zaradi samega Expa in zaradi same FIFA, ki bo naslednje leto, se odnosi na dnevni ravni izboljšujejo. Pred 3 leti nazaj so praktično prekinili vse veze med Dubajem in Katarjem, tudi letalske linije so bile prekinjene, zdaj se to vse nazaj uveljavlja. Tako da odnosi se izboljšujejo. Lahko pa rečem to, mogoče še to, da so pa drugje, recimo, tle dol so vedno te politične igre v ozadju, tako da so imeli pa nekaj časa nazaj probleme z Turčijo. In lahko rečem, da za Saudska Arabija je omejila uvoz izdelkov iz Turčije. Tako da zelo hitro so tle zadeve spreminjajo in vedno so kakšna nova presenečenja. To je stvar Middle Easta. Ja, to lahko potrdim tudi z tega našega zornega kota, ko se je to zgodilo, da so Savdeci zaprli food and beverage za Turke, ki naj bi predstavljal 80 ali celo več procentov na policah. Se je marsikdo v tem segmentu tudi pri nas aktiviral, kakšni so rezultati, bo kdo drug povedal. Ampak Marko, povejte mi še ta famozni GCC, a je to živa zadeva, a jo vi skozi biznis kaj čutite, kako rangirate te trge, ki so del GCC-ja za vaš biznis? Ja, drži. V bistvu imamo tudi tako, v samem podjetju imamo 2 pilerja, recimo, pa 2 stebra. En je Levant, pa Severna Afrika, drugi je pa GCC. Tako da iz večjih perspektiv ima takšen smisel. Kot prvo, GCC države, vsaj v našem segmentu, imajo zelo podobne zahteve.
In sicer kar se tiče certificiranja, kar se tiče samih produktov in ostalih zahtev. Istočasno pa tudi kar se tiče samih mogoče uvoznih dajatev in tako naprej. Recimo lahko rečem, da med Egiptom pa Turčijo pa recimo med Jordanijo so določene ugodnosti, kar se tiče carinjenja. Zato recimo mi imamo to prednost za Gorenje, recimo, ker dobimo ta Euro One certifikat in posledično nimamo carine ali imamo pa manjše, ampak istočasno pa velja tudi za Egipt. In recimo, zato tudi veliko podjetij zdaj dela na tem, da imajo čim več proizvodnih linij v Egiptu, da se izognejo določenimi dajatvami, predvsem v uvozu, recimo v Jordanijo in tako dalje. S tem ste odprli še eno zanimivo podvprašanje. Velikokrat slišimo, ta pa ta država je na tem in tem mestu po ease of doing business. Kako je danes poslovati v Dubaju ali pa Emiratih? Je to fleksibilen trg, kar se tiče postopkov, papirologije, ali vas tu in tam tudi glava zaboli? Ne, v bistvu, kar se tiče papirologije, je to, da je predvsem veliko certifikatov v zadnji. Se pravi, od certifikatov za varnost do, ne vem, pač ostalih, kar zakomplicirano, ampak vse ostalo birokracije pa tle dol, kar se tiče tega, ni preveč. Je pa tudi res, da so trgi zelo, zelo različni. Lahko rečem, da recimo od vseh naših trgov, recimo v GCC, je Dubaj ali pa UAE najbolj primeren evropskemu, najmanj komplicirajo. Tudi sama struktura, recimo teh prebivalstva v Dubaju, pa v teh lastnikov podjetij je zelo taka internacionalna. Tako da lahko rečem, da vsi ti lastniki, s katerimi mi delujemo, ali so recimo neki lokalci, ki so študirali v tujini, pa že imajo podjetje več generacij, ali pa so to neki Indijci, recimo, ki so zelo močni v našem poslu. Tako da bi rekel, da z tega vidika je UAE še najbolj primeren ali pa najbolj podoben v evropskim državam. Ko prideš pa recimo v Saudsko Arabijo, je pa to čisto druga zgodba. Ja. Je še vedno, Marko, velja, da tujec ne more ustanoviti oziroma da ne more biti 100% lastnik in da mora imeti lokalnega sponzorja? Je to še vedno fakt? Ne, mislim, da se tudi to spremenilo. Zdaj, tle dol imaš ogromno teh free zone območij in mislim, da si v teh območjih, da si lahko 100% lastnik. Ni potreba imeti nobenega solastnika, domačina. Ok. Dejan je z nami iz Eti Izlake. Dejan, živijo, lepo zdrav. Zelo dobro vprašanje, UAE in Iran. Kako vidite vi iz Dubaja to zgodbo? Poslovanje z Iranom poteka in v kakšni meri? Zelo dobro vprašanje. Mi smo bili, recimo, kot Gorenje smo bili prisotni tudi v Iranu pred parimi leti, ampak do samega embarga oziroma samih teh sankcij Amerike pa Evrope smo mogli prekiniti sodelovanje. Iran je ogromni trg, ki se ga noben odkrito povedano ne želi odpovedati. In posledično temu je, da recimo tudi ostale blagovne znamke, pa ne samo v naši panogi, ko govorijo v samem UAE tržišču, si vedno najdejo še enega dilerja, ki mu prodajo in on majhni diler potem to izvaža, to robo v Iran. Je pa res, da v Iran prihaja roba iz vseh strani. Prihaja iz Iraka, prihaja iz Kuvajta, prihaja iz Dubaja, tako da vsi uvažajo v Iran, pa vsi praktično zanikajo. Ampak ja, se dogaja. Ok, Marko, greva proti koncu najine debate, ki je zelo zanimiva in bi jo lahko tudi podaljšala naprej. Jaz imam na koncu še eno vprašanje. Vsak leto, 2, 3 nas Dubaj preseneti z nečem glomaznim na globalnem nivoju. Kam se lahko sploh Dubaj širi v tem smislu v bodoče?
neke strategije 20, 50 in tako naprej obstajajo od Šejka Al Maktuma. Kako pa vi vidite to tam na licu mesta? Ja. V bistvu je tako, Dubaj te vedno preseneti. Ko misliš, da se bo nekaj gradilo, ne vem, 10-20 let, oni zgradijo v parih letih. Ko misliš, da je nekaj nemogoče, je v parih letih že tudi postavljeno. Istočasno pa imam vedno občutek, ko vidiš vse to, koliko se to gradi, imaš občutek, da bo to kar enkrat eksplodiralo, pa da bo kar naenkrat prazno. Glede na to, da je domačinov 10%, vsi ostali smo pa tujci, ampak do sedaj je takšno mišljenje bilo vedno zmota. Dubaj se še vedno širi in imam občutek, da se tudi v prihodnje še bo vedno širilo. Ok. Marko, ste 7 let v Dubaju, normalno prišli ste predvsem profesionalno, poslovno, ampak delate, domnevam, nadpovprečno in ne veste, kaj je to 8-urni delovnik. Delate 5 ali 6 dni na teden? Delamo 5 dni na teden, je pa res, da je tle dol vikend malo drugačen kot v Sloveniji. Tle dol je vikend, petek in sobota, ob nedeljah pa že delamo. Ok, moje vprašanje je, kaj delate takrat, ko ste v prostem času? Kaj delate, ko niste zaposleni z vašim primarnim ciljem? Ja, to je ena slaba stvar Dubaja. V bistvu, lahko rečem, dobra in slaba. Ker prvo leto imaš marsikaj za videti, marsikaj za početi, po parih letih je pa to vse nekako isto. Dobra stvar v Sloveniji je to, da ko pride vikend, greš lahko, ne vem, če ne bi bilo korone, recimo na Hrvaško v poletnih času ali pa smučati v Avstriji, recimo. Tle dol tega ni, kamorkoli želiš iti ven iz Dubaja, moraš leteti z avionom. Letalske karte so pa vedno krat 2 cena napram tistim, kar jih vi vidite v Evropi. Se pravi, če lahko iz Evrope dobite karto za Dubaj za 400 evrov, bo iz Dubaja v Slovenijo pa nazaj bo recimo 800 evrov. Kaj pogrešate najbolj iz Slovenije? Ni nujno, da se z vidika hrane, lahko tudi kaj drugega. Pa, kaj pa vem, odkrito povedano, mogoče to, da čez vikende res ne moreš iti nikamor, da si omejen na Dubaj, pa vsekakor, se pravi, samo družino pa prijatelji. Vse ostalo je pa, lahko rečem, zelo veliko dobrih stvari tudi v Dubaju. Predvsem to, kako je to vse zaorganizirano. Se pravi, od osnovnih stvari, recimo, od taksijev do, ne vem, kako zavaruješ avto, kako podaljšaš registracijo. To je vse tako preprosto, tle dol, pa vse digitalno, da je super. No, me veseli. Ura je 30 minut čez uro, pri nas 10:30. Marko, vi ste 2 ali 3 ure naprej? Po zimi 3 ure, po leti 2. Okay. Ura je pri nas 1:30. Se pravi, kosilo v kratkem sledi, ali pa je že bilo. Še par sestankov, pa kosilo, ali pa kar večerje. Preden gremo v zaključno misel, bi k besedi pozval tudi predstavnico Spirit Slovenija, gospa Anuša Guši. Prosim, beseda je vaša. Tako naj bi bilo. Marko, to še drži? Ne vi, Marko, ampak moj Marko tukaj. Okay. Očitno gospe ni, potem gremo naprej. Marko, mogoče čisto zaključna misel tukaj za vse nas. Koliko časa boste še dol? Ali živite iz leta v leto oziroma iz meseca v mesec in se odločate sproti? Mislim, da kogarkoli boste vprašali od Slovencev, ki smo v Dubaju, smo vsi prišli za leto ali 2, pa se potem to podaljšuje. Kot rečeno, jaz sem zdaj že 7 leto, pa zaenkrat ostajam še v Dubaju, nimam še namena priti nazaj. Čisto na koncu mogoče vmesno vprašanje še o slovenski skupnosti v Dubaju. Online lahko marsikaj preberemo, vidimo, kakšen je pa vaš zornik. A se imate sploh čas družiti z ostalimi Slovenci tam?
Ja, obstaja skupnost na teh socialnih omrežjih, tudi sicer se dobimo, oziroma se dobijo parkrat na leto, recimo za ta Prešernov dan in tako naprej. In tudi zdaj, ko imamo mi praznike, konec meseca, so organizirali na Expo, slovenski dan. Tako da nekaj druženja je pa tudi res, da recimo, če gledaš na teh socialnih omrežjih, mislim, da so tam skupine po cirka 300 ljudi, potem pa, ko se pride do samega druženja, pa recimo, da je to, približno 20-30 ljudi, ki se dejansko skozi družijo. Marko, na koncu, hvala lepa, da ste bili naš gost danes, odlična debata. Z vašim dovoljenjem bomo delili vaš kontakt tudi med udeležence našega srečanja in na ta način boste kaj koristnega naredili tudi za širši krog ljudi, ki nas danes posluša. Se vam zahvaljujem za vaš čas, za vaš input in za vaš follow-up, ki iz tega sledi. Gospe in gospodje, dobite en kratek e-mail s kontaktom gospoda Marka Kauzarja. Zahvaljujem se vam, da ste bili danes del Expo Business Talks, debate, ki jo organiziramo skupaj Gospodarska zbornica in Spirit Slovenija, javna agencija. Tovrstne debate bomo nadaljevali tudi v prihodnje in vas o terminih in o naših sogovornikih seveda pravočasno obveščali. Marko, želim vam vse dobro naprej in ostanite zdravi, mi rečemo tukaj, ne. Saj res, by the way, lahko bi čisto na koncu vprašal še, a je korona aktualna zadeva v Dubaju tudi? Sem pričakoval to vprašanje. Ja, se opravičujem. Mislim, da pri vsakem sestanku, ki ga ima s kupcem ali pa Slovenijo, je zelo podobna tema. V bistvu je tako, da tle dol smo s korono malo drugače nastavili vse skupaj. Lahko rečem, na začetku lanskega leta, ko se vsa ta korona začela, mi smo imeli totalni lockdown, mi smo bili praktično 3 tedne, nisi smel iti ven iz stanovanja, oziroma si lahko šel enkrat na 3 dni, s čimer si mogel dobiti tudi dovoljenje preko ene aplikacije od policije. In si šel lahko samo za 1 uro v 3 dneh in še to samo v trgovino. Tako da takrat, ko smo imeli lockdown, je bil to dejanski orenk lockdown in praktično že 2 leti nosimo maske v zaprtih prostorih in tudi na odprtih prostorih. Je pa res, da so zdaj številke zelo, zelo pod kontrolo in lahko rečem, da tudi za sredi lanskega leta, recimo, po tem lockdownu, po teh maskah, ko so jih dali, da so obvezne, so začeli sproščati recimo vse dejavnosti, se pravi, gostilne so se začele odpirati, sicer so jih omejili, da se nisi smel gibati, ampak samo sedeti za mizo in tako naprej, ampak gospodarstvo, dejavnosti, vse to teče dalje, je pa res, da ukrepi pa določeni še vedno ostajajo, kot so maske, recimo. Ok, ne ostanemo s to pozitivno mislijo in gremo naprej v nove izzive, nekateri na kosilo, nekateri na nove sestanke. Marko, še enkrat hvala lepa za vaš čas in sodelovanje in upam, da se ob naslednjem obisku Slovenije osebno srečamo ali pa obratno, mogoče vas presenetim tam v kratkem. Gospe in gospodje, to je bil Marko Kauzar, predstavnik podjetja Hisense Gorenje iz Dubaja. Hvala, da ste bili z nami, ostanite zdravi in do naslednjič, lep pozdrav.